V primeru, da se vas predlaga za pričo, podpredsednik predlaga državnemu zboru, da se vas razreši. Torej ste še predsednik, oziroma dokdaj pričakujete, da boste? No, jaz ne vidim nobenega razloga, da ne bi ostal predsednik te komisije do konca mandata, vendar to seveda ni moja stvar. 30 poslancev je predlagalo to preiskovalno komisijo z zelo jasnim ciljem. Mi žal seveda ugotavljamo, da ne moremo odpraviti suma netransparentnosti, negospodarnosti in verjamem, da so to vsi mogoči politični pritiski, da bi se delo te komisije ustavili, vključno z delom mene kot predsednika. Iz Ministrstva za obrambo je bilo slišati, da je bila umaknjena stopnja zaupnosti iz obeh ponudbe in iz... Jaz sem Ministrstvo za obrambo prosil, da umaknejo stopnjo zaupnosti iz dokumenta, ki primerja komercialno učinkovitost, kjer so navedeni tudi garancijski pogoji, dobavni roki in tako naprej. Ministrstvo te stopnje ni umaknilo. Zakaj je to pomembno? To je pomembno zato, ker je seveda ministrstvo imelo pred sabo, ko se je odločilo, da je ponudba A boljša od ponudbe B, neke pogoje. Potem pa ti pogoji niso bili prevedeni v pogodbo. Bom dal drug primer, če vam garancijski pogoji niso všeč. Dobavni roki. Dobavni roki so bili podaljšani. Vsak teden zamude pri dobavnih rokih pa je 0,5% kazni za posel. Skupna kazen bi lahko bila 20 milijonov evrov. Ker je nekdo dobil daljše dobavne roke, v pogodbi, drugačne kot se je bilo v ponudbi, mu je pač bilo to olajšano. Če se Ministrstvo za obrambo želi pogovarjati transparentno, ne umakne stopnjo zaupnosti, stopnjo interno iz lastnega poročila o komercialni učinkovitosti, primerjali bomo to z pogodbo po vseh kriterijih in ugotovili, da je po vseh elementih bilo ponudniku, se pravi podjetju Rotis, zadeva izboljšana in zato seveda poslabšana na škodo države. To so dejstva. Podpredsednik komisije Robert Hrovat je povedal, da je ministrstvo umaknilo stopnjo iz pogodbe in ponudba in to dovolj. Ministrstvo je umaknilo tako imano stopno interno iz ponudbe Rotisa, ni pa umaknilo stopno internosti iz poročila, kjer se je primerjala komercialna učinkovitost, kjer jasno piše, to, kar sem že povedal nekaj, tudi drugi so to citirali, da so garancijski roki 60 000 prevoženih kilometrov. V skladu z ukazom, v skladu s kriterijalnim modelom. To je imelo ministrstvo 29. maja pred sabo, ko se je odločalo, da je Rotis boljši kot sistemska tehnika, ki imela to isto številko, če se ne motim, po istih kriterijih 35 000 kilometrov. In zato seveda ni nobenega razloga, da ne bi v pogodbi pisalo enako. Če se je ministrstvo na te podlagi odločilo, tako kot sem prej povedal za dobavne roke, tako kot za cene. In v tem smislu je temeljni problem, da v tej tako imenovanemu nakupu oklepnikov ni možnosti pravne zaščite, da je nekdo, ki ni bil izbran, ali pa kdorkoli danes ne more pri neodvisni državni revizijski komisiji presojati tega primera. In to je tisto, kar bomo kot komisija, upam, do konca tega mandata lahko skupaj predlagali. Tudi za obrambne posle, še posebej za obrambne posle stoletja, je potrebna neodvisna preverba ponujenih in izpogajanih določil in potem bo seveda veliko več jasno. Če pa se minister želel res pogovarjati transparentno, naj umakne stopno iz tistega, kar sem včeraj pisal, tega ni naredil in se sklicuje samo na neke Rotisove papirje. Mene Rotisovi papirji ne zanima. Mene zanima to, kar je bila ministru podlaga za to, da se odločil, da je Rotis boljši, potem pa tega ni prevedel v pogodbo. Imeli ste gospoda Bavčarja kar uro pa pol, čeprav 2 uri noter. Kaj ste ga vprašali, kaj vam je povedal, ste dobili vse pojasnila, ki ste želeli? Jaz sem dobil vsa pojasnila, ki sem jih želel. To pač je bila klasično zaslišanje, ker je seveda pač na zaprti seji, ker ministrstvo ni umaknilo stopnje, gospod Bavčar seveda pojasnjeval razloge, ki so vodili ministrstvo, da se je pač odločilo, kot se je odločilo. On se prepričal? Mene ni prepričal, zato ker nikjer v nobeni zakonodaji, še posebej ne po splošnem zakonu o javnih financah, ne piše, da se lahko nekdo izpogaja na slabo države. In primerček tega so garancijski pogoji, drug primerček so dobavni roki. Jaz seveda nimam problema, če nekdo reče, da bo podaljšal dobavne roke, ampak pazite, v poslu je tako, nekaj ti bom naredil v danem času. In zato sem pripravljen seveda to tebi prodati za toliko.
če tega ne bom naredil, bom plačal pogodbeno kazen. Prej sem In pa seveda v pogodbi pa je bil ta dobavni rok pač podaljšan. Prej ste menili število prevoženih kilometrov oziroma garancijo na prevoženih kilometrov, vendar ste to Bavčarja vprašali že na prejšnjem zaslišanju, ki je on zatrdil, da piše 30 000, potem pa se je seja zaprla. Ja, in seja se je zaprla, zato ker sem ga moral seznaniti z poročilom, ki je označeno za stopnjo interno, poročilo Pokrajčeve komisije, ker ni pisalo 30 000 km, pa 60 000 km. Jaz bi še eno drugo stvar vprašal. Prej sta podpredsednik komisije pa gospod Ivinčič prišla ven, rekla sta, da sta pač vložila zahtevo za to, da vi pričate pred komisijo in zdaj smo preverjali na te pravne službe, ki pravi, da če je v bistvu predsednik komisije kot priča, potem podpredsednik predlaga njegovo razrešitev. Kako se bo zdaj to odvijalo, glede na to, da pač... Kaj pričakujete? Ker postopek je v bistvu formalen. Poglejte, temeljno vprašanje je seveda naslednje. V državnem zboru imamo dve preiskovalni komisiji za nakup orožja. Eno za obdobje te vlade, če hočete, nakup oklepnikov. Zelo jasno, naša preiskovalna komisija je zagotovitev politične odgovornosti nosilcev javne funkcije, ki so sodelovali pri pripravi in izvedbi pogodbe za nakup oklepnikov. In to se je zgodilo, kot vemo, leta 2005 in 2006. Nosilce javne funkcije. Sam nisem bil nosilc javne funkcije v tem času. Tudi nisem bil nosilc javne funkcije v času, za katerega tudi ugotavljamo sum posredne in neposredne povezave, to je za obdobje 1991-1993. Obstaja pa druga preiskovalna komisija, gospoda Černača, ki ugotavlja vse nakupe orožja tudi v obdobju, ko sem sam bil nosilec javne funkcije. In z tega ne vidim nobenega razloga, da se ne upošteva tisto, kar je že bilo predlagano strani drugih predlagateljev, če se motim gospoda Aurelija Jurija in gospoda Andeliča, tam me zasliši seveda Černačeva komisija. Ta, ne vem, če mi želi zaslišati, ves manever je narejen za to, da bi se zaustavilo delo na tej komisiji. To očitno bomo imeli pravni problem, vendar naj poudarim. V tem mandatu smo že imeli en podoben presedan, imeli smo dve potencialno konkurenčni komisiji, imenuje se Mercatorjeva komisija. Odločeno je bilo, da bo koalicija lahko seveda imela svojo Mercatorjevo komisijo in druga komisija ni mogla upravljati vsebinsko enakega dela. Zato seveda mi kot komisija, ki se ukvarjamo z obdobjem po letu 2004, se ne moremo spuščati v obdobje pred leto 2004, razen eksplicitno obdobje trgovine z orožjem 1993. Torej, In seveda nisi bil nosilc javne funkcije v obdobju 1993, v obdobju po 2004 sem pa tudi bil prenehal biti nosilc javne funkcije. Če bi obstajal takšen sum, potem seveda državni zbor ne bi sploh mogel mene imenovati za predsednika preiskovalne komisije. In kot veste, o tem ni bilo nobenega dvoma v zadnjem letu. Sedaj, ko pa počasi prihajamo do konca, se pač uporabljajo različni politični manevri, da bi se to delo zaustavilo. Pa zakaj je ona nas sploh zahtevati vašo slišanje? Kaj bi vi lahko povedali? Jaz sem že povedal, kar so vprašanja. Jaz nisem nikoli sodeloval v kakršnikoli pogovorih z Štajerjem, če me pa se želijo zaslišati kot pričo v tej zvezi, je pa zato v državnem zboru ustanovljena komisija gospoda Černača in sem na to komisijo pripravljen priti. Kaj bo zdaj zaslišanje Janeza Janše? Glede mimo sedaj nadaljujemo 8. sejo preiskovalne komisije, ker bomo potrjevali zapisnike in tudi obravnavali delno poročilo. Jutri nadaljujemo zaslišanje še nekaterih akterjev iz obdobja 1991-1993, potem pa se bomo odločili, kako dalje. Gospodu Janezu Janši smo omogočili že 3-krat, da bi prišel v državni zbor. Najprej se je upravičil zaradi poti v Peru, na srečanje vrha Latinske Amerike in Evropske unije. Potem drugi termin 28. maj ni bil ustrezen, potem pa sem mu pred več kot 10 dnevi pisal in zgovorno je to, da na to pismo še vedno ni odgovora. Ne vem, verjetno bomo moral pisati na domači naslov, da bo razumel, da ga vabimo kot Janeza Ivana Janšo, slovenskega državljana. In kdo bo jutri vodil se? Jaz ne vidim nobenega razloga, da v skladu z sklicem se ne bi pač nadaljevali tako, kot pač je to narejeno, dokler se seveda predmet preiskovalne komisije, ki jo vodim, ne spremeni. To pa morajo predlagati predlagatelji, 30 poslancev opozicije. In predlagam, da seveda prvo podpisanega gospoda Andeliča vprašate, če so pripravljeni spremeniti predmet in potem mora v tem še odločiti državni zbor in tako naprej. To se pravi, v bistvu, ampak če pa ona dva vztrajate na formalnostih, v bistvu, na formalnosti. Ne, formalnosti moramo biti zelo pazljivi, ne. Dokazni sklep
ne more biti izven predmeta preiskovalne komisije. Če Če bi vi bili takrat ne, če bi vi pogledali predmet preiskovalne komisije, ni predmet preiskovalne komisije, ki vodi ni obdobje pred 2004, razen tisto, kar se nanaša na obdobje 1990. Hvala lepa.